Dobrodošli na naši novinarski konferenci Gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Z nami je predsednik gibanja Marko Funkel, ki bo povedal nekaj besed. Marko, izvoli. Hvala za besedo in hvala za to, da ste se odzvali vabilo. Zadnje čase se videvamo bolj pogosto, jaz sicer upam, da to ne bo praksa, ker se želimo osredotočiti na zbiranje podpisov na terenu in ne na medijsko nastopanje, tako da bi pa želel danes samo na par drugih zadev izpostaviti. Namreč en mečken smo razočarani nad dogajanjem zadnje 2 dni, ko je minister dejansko začel z negativno kampanjo proti zbirateljem podpisov, verjetno tudi zato, ker je ugotovil, da na terenu zadeve grejo zelo dobro in se boji, kakšen bo rezultat tega, ker bomo zbrali teh 40.000 podpisov. Tukaj bi želel upozoriti predvsem to, da smo gibanje za dostojno delo in socialno družbo vedno na voljo za kakršnekoli odgovore, za kakršnekoli pojasnila, za argumentacijo in dejansko upamo, da bomo dobili v medijih pozornost, da se prikaže tako eno kot drugo plat, da so podatki ne le tisti, ki jih da ministrstvo ven, ker se zdi po našem mnenju, da so podatki zavajajoči, tako da bi si res želeli sodelovati tako z mediji kot z javnostjo, da dejansko prikažemo, zakaj je zakon o malem delu takšen, kakršen je slab. Zmotno je namreč trditi, da so vsi študentje, kot je bilo včeraj večkrat govora, bogati, da se vozijo z avtomobili, potrebno se je zapeljati v Mursko Soboto, v Velenje, v Hrastnik, kjer so ljudje iz delavskih družin. Danes imamo tu z nami tudi 2 študenta, ki morata delati zato, da lahko sploh študirata. Imamo s seboj tudi brezposlenega, diplomiranega človeka, za katerega država ne zna najti zaposlitve, ničkoliko prošen in truda je že vložil v redno zaposlitev, pa je še nima, tako da ta država dejansko ne dela tam, kjer bi mogla in ne govorimo o vsebini, govorimo pa o nekih političnih natolcevanjih, ki pa ne držijo. Želel bi izpostaviti nekaj izjav gospoda Svetlika in hkrati tudi dati njihov demanti. Gospod Svetlik je v prejšnjih dneh izjavil, ena izjava je bila: po zakonu o malem delu bo sedanje študentsko delo, ki ga študentje zdaj opravljajo brez vsakih socialnih pravic, urejena oblika dela. Gre za krepitev socialne varnosti, ne za njeno zmanjševanje. Minister naj vam pove, za kakšno krepitev socialne varnosti tu gre. Malo delo ne prinaša socialnih pravic. Minister vedno poudarja, da malo delo prinaša pokojninsko dobo. To je groba neresnica. Vse šteje malo delo v pokojninsko dobo. V 6 letih polnega dela preko malega dela, to je 720 ur letno, je to 1 leto delovne dobe. To pomeni, da bi moral človek 240 let delati preko malega dela, da bi zaslužil polno pokojninsko dobo. Se pravi, to je en mečken zavajanje javnosti, da bo štelo v pokojninsko dobo. Druga zadeva je, da študentsko delo trenutno po analizah študentskega dela 68% tistih, ki so delali v študentskem delu, lažje dobi zaposlitev. V tujini pa imamo podatke iz Nemčije, da vsi, ki so delali preko malega dela, pa niso bili zaposleni, le 10% takšnih ljudi je našlo redno zaposlitev, tako da most med brezposelnostjo in zaposlitvijo malo delo vsekakor ni. Naslednja trditev gospoda Svetlika je, da bo več denarja za štipendije in študentske domove, hkrati pa smo včeraj v nekaterih prispevkih videli, da naj bi se iz 7% dela v podjetjih zdaj zmanjšalo na 2%. Ta trditev je povsem kontradiktorna, se pravi, delo se bo zmanjšalo, bo pa več denarja. Že trenutno preko študentskega dela gre 25% dajatev iz koncesnine za štipendije in 2% za študentske domove. Tako da ta trditev sigurno ne drži in jo je mogoče tudi vsebinsko dokazati. Ne moramo govoriti, da na eni strani bomo zmanjšali institut malega dela, kar ni res, po drugi strani so bo večjo fond za štipendije in študentske domove. Tu gre za grobo zavajanje. Naslednja trditev, ki ne drži, študentsko delo danes obsega približno 30.000 delovnih mest,
in zaradi tega naj bi se študenti zadrževali v statusu študenta. Ta trditev je prav tako napačna, ker vsi vemo, da gre tukaj za 150.000 različnih dijakov in študentov, ki so delali, da gre tukaj za več kot 100.000 različnih delodajalcev, ki so koristili občasno in začasno delo, in je zato takšna trditev malo ne zelo pavšalna oziroma v korist ministrstva ne povejo, da to niso dela, ki terjajo redno zaposlitev, ampak so to občasna in začasna dela in je nemogoče iz tega dobiti 30.000 delovnih mest. Sami se zavedamo in priznamo, da študentsko delo ni pravilna rešitev, saj ne v takšni obliki, kot jo poznamo danes, zato je treba to študentsko delo popraviti in ga ne popraviti na zakon o malem delu, ki bo sistem občasnega in začasnega dela še poslabšal, tako da ni problem, da študentje vlečejo študij zaradi študentskega dela. Problem je v tem, ker jim to država dopusti z nepravilno implementacijo bolonjske reforme, z premajhnim nadzorom. V Sloveniji imamo 18 inšpektorjev, če teh 18 inšpektorjev ne more zagotoviti nadzora nad študentskim delom, nas zanima, kako bojo to zagotovili pri malem delu. In seveda tudi enotna evidenca vpisov, še vedno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sicer vpeljuje sistem enotne evidence visokega šolstva, ki pa ni usklajen z Ministrstvom za šolstvo in šport. Se pravi, dokler teh vzvodov, ki jih država ima za ureditev študentskega dela, ne porabi, je nesmiselno govoriti, da je to urejanje študentskega dela. Naslednja trditev, ki tudi ne drži, je bila takšna, danes gredo sredstva iz koncesijskih dajatev neposredno študentski organizaciji in v ta sredstva ni nobenega vpogleda. Tudi ta trditev ne drži. Namreč Računsko sodišče ima zakonsko podlago v nadzoru porabe sredstev v 45b členu Zakona o zaposlovanju in varovanju za primer brezposelnosti. Kolikokrat je Računsko sodišče uveljavilo to svojo možnost na študentskih organizacijah, je verjetno vprašanje za Računsko sodišče. Po zakonu o malem delu pa je ta vpogled v delovanje študentskih organizacij oziroma koristnikov organizacij, ki bodo dobile preko malega dela finance, v pristojnosti ministrstva in ne več Računskega sodišča. Se pravi, da se je potrebno vprašati, ali je Računsko sodišče bolj transparentna ustanova ali je zdaj ministrstvo naenkrat postalo tisto, ki bo skrbelo za transparentnost v državi. Poleg tega je eno grobo zavajanje 6.000 evrov bruto naj bi bil zaslužek študenta, študenti naj bi zaslužili 6.000 evrov, to nikakor ne drži. Prvo kot prvo, to je bruto številka in tudi, če bi bil najboljših možnih izračunih nekdo zaslužil 6.000 evrov, je to še vedno bruto in ne neto. Drugo, kolikor bi želel študent oziroma mali delovec zaslužiti 6.000 evrov, bi moral imeti urno postavko 8,3 evra na uro. Danes je povprečen zaslužek študentov na študentskih servisih malce več kot 4 evre na uro, neto. Tako da to je neke vrste zavajanje, ker študentski servisi bojo za občasno in začasno dejavnost še vedno razpisovali minimalno urno postavko, ki je sedaj uzakonjena in to je 4 evre bruto. Vkolikor bo nekdo delal 720 ur letno, po urni postavki 4 evre bruto, je to 2880 evrov bruto, kar pomeni 2500 evrov neto. To pa takšnih študentov pa ni 7%, ampak je več kot 50% študentov. In po naših podatkih 1/3 študentov brez študentskega dela trenutno ne more preživljati, zato delajo. Mi se ne strinjamo s tem, da branimo študentsko delo, ne branimo ga, naj še enkrat ponovim, ne želimo si študentskega dela, želimo dostopen študij za vse, želimo socialne transferje takšne, kot je potrebno in ne trditve ministrstva, da lahko študent pridobi 730 evrov na mesec. Osebno ne poznam nikogar izmed študentov, ki bi lahko to dobil. Prvič, kot sem že prej rekel, ta izračun je mogoč, če ima študent plačilo 8,3 evra na uro, to je A. Drugo, od njegove oddaljenosti študija, se pravi, tudi če je socialno ogrožen in ne prihaja iz Lendave, ki je najbolj oddaljena, se pravi, da ima poln dodatek za oddaljenost
glede socialnega transferja in tudi glede cenzusov za štipendije, ta zakon še vedno ni v praksi. Je na papirju, ni pa v praksi. Zakon o štipendijah še vedno nimamo sprejetega v državnem zboru, tako da to so zavajanja. 730 evrov, najdite mi študenta, ki dobi 730 evrov. V Sloveniji ga ni. Tako da gre za mečken zavajan strani ministrstva, ki seveda pač ga skrbi naše delovanje na terenu. Zakon kot tak ni spisan za delavce, ni spisan za brezposelne, ni spisan za študente in dijake, spisan je za interese kapitala, ki bi si seveda želeli fleksibilno obliko dela, da lahko delavce še naprej izkoriščajo. Naj za konec še samo povem, da nam gre na terenu precej dobro, da vsak dan presegamo številke prejšnjega dneva, da smo že preko 3000 zbranih podpisov v prvih 2 dneh in da bomo verjetno te podpise do konca tudi zbrali. Tako da jaz bi za konec želel še se opozoriti, da gospode z ministrstva naj skrbi, zakaj imamo na terenu takšno podporo in bomo imeli še večjo, še bolj se bomo trudili. Ljudje stojijo na -10 stopinjah, zato, da dajo podpis, da zberejo podpise proti zakonu, kakršnega je predstavila vlada. Tako da jaz bi se dejansko na njihovem mestu vprašal njihovi legitimnosti, njihovih odločitev in njihovih izjav pred kamerami. Oni so svoje povedali, pustimo ljudem, da povejo svoje na terenu. Zaenkrat bi bilo to z moje strani vse, lahko tukaj še potem vprašate naprej študente in brezposelnega, ki so prišli ravno zaradi tega sem, tako da hvala za pozornost.